Danes v Pomurskem dnevniku. Dan boja proti okupatorju. Slovesnost na židovskem pokopališču. Dan kohezije. Mura izpadla po 11-metrovkah. Vreme jutri bo jasno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V dopoldanskih urah so v Murski Soboti pred gledališčem Park priredili slovesnost ob dnevu boja proti okupatorjem, ki ga obeležujemo 27. aprila. Prav tako so v sklopu tega praznika položili tudi venec pred spomenik narodnega heroja Štefana Kovača. 27. aprila leta 1941 je bilo v Ljubljani dogovorjeno, da se ustanovi organizacija odpora, ki se je po nemškem napadu na Sovjetsko zvezo 22. junija 1941 preimenovala v Osvobodilno fronto slovenskega naroda. Zato so se tudi v Murski Soboti spomnili tega dneva in ob tem priredili slovesnost. Prav prijetno je pozdraviti takšno množico prijetnih ljudi, ki smo se danes zbrali, da proslavimo spomin na zgodovino, na dogodke iz naše zgodovine, ki so pomenili enotnost in odločnost postaviti se v bran svoje domovine, slovenstva, v boj za prihodnost, za to, da lahko sami urejamo pot in način življenja kot narod, majhen, a enak vsem ostalim, in da obsodimo vsako vrsto agresij in nasilja. Članstvo naše organizacije se stara, a vendar so v njej tudi mlajši člani, ki so se od svojih staršev, dedkov, babic naučili spoštovanja zgodovinske pomembnosti narodno-osvobodilnega boja in takih, ki imajo pogum in spoštljiv odnos do tega, danes večkrat pozabljenega in očrnjenega dela naše zgodovine. Takšnih se veselimo in želimo v naših vrstah. Glavni slavnostni govornik pa je bil tokrat državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Dejan Židan, ki se je vrnil na ta dan, ki se je dogajal pred 83 leti. Jutri bo 83. obletnica, ko so se pametni in pogumni ljudje, kar vsi vemo, sedli in se resno začeli pogovarjati v Vidmarjevi vili. To so bili zelo različni ljudje, različne ideologije, povsem različnih političnih strank. Ampak vedeli so nekaj. Če takrat, ko je najhujše, ne bodo sodelovali, če se ne bodo borili za slovenski jezik, slovensko kulturo in s tem za slovenski narod, nas več ne bo. Zmogli so pogum, zmogli so, čeprav so bili različni, sodelovati, in zato smo bili uspešni. Pomagali so in vsi skupaj pomagali osvoboditi Slovenijo in zato na njih moramo biti neizmerno ponosni. Bojka Veren pa je ob koncu nagovora povedala, zakaj vsako leto tudi v Murski Soboti pripravljajo slovesnost ob dnevu boja proti okupatorju. Proslavo ob prazniku dneva upora proti okupatorju tradicionalno prirejamo skupaj mestna občina in Združenje borcev za vrednote NOB Murska Sobota, saj se zavedamo, da moramo vsi občani izpolniti tudi ta del obveznosti, to je, da spoštujemo pridobitve preteklih generacij, gojimo domoljubje, spoštljiv odnos do starejših ter spodbujanje mladih, da bodo na teh temeljih lahko prevzeli naloge in naprej vodili našo domovino. Ne pozabimo preteklosti. Učimo se iz zgodovine tudi iz temnih stvari, da nam bo naša pot lažja in bolj svetla. In današnja slovesnost nas že pelje strumno in veselo po stezici do te poti. Bojki Veren in Dejanu Židanu se je pridružil tudi župan mestne občine Murska Sobota Damjan Anželj, saj so skupaj položili venec narodnemu heroju Štefanu Kovaču v znak hvaležnosti. Prav tako so danes dopoldan na židovskem pokopališču v Murski Soboti obeležili 80. obletnico dneva, ko so iz soboške sinagoge v koncentracijsko taborišče Auschwitz-Birkenau odpeljali predstavnike soboške judovske skupnosti. Poglejmo si dogajanje.
Slovesnosti 80. obletnice dneva, ko so iz soboške sinagoge v koncentracijsko taborišče Auschwitz-Birkenau odpeljali predstavnike soboške judovske skupnosti, se je udeležil tudi župan mestne občine Murska Sobota Damjan Anželj, ki je nagovoril vse zbrane udeležence. Vsi ti spomeniki nas poleg zgodovinskih knjig in učbenikov vsakodnevno spominjajo in opominjajo na načrtno iztrebljanje 6 milijonov Judov, ki je zaznamovalo evropski spomin. Pa vendar so spomeniki lahko le neme priče dogodkov preteklosti, zato nam je v čast, da v našem mestu prebiva živa priča holokausta, naša spoštovana gospa Erika Fürst. Naj nas tudi današnja skromna slovesnost ob žalostni 80. obletnici deportaciji znova predrami in okrepi zavest, da se grozote, ki so doletele naše someščanke in someščane, nikoli ne ponovi. Z izrazi globokega spoštovanja se danes poklanjamo njihovemu spominu. Slovesnosti pa se je med drugim udeležil tudi predstavnik Judovskega združenja Slovenije Eli Rosen. One of the most important lessons from dealing with the National Socialist part is undoubtedly that silence does not erase obvious crime and obvious guilt. Immediately after the war, most of the society had a little sympathy for the victims of the National Socialist violence, and restitution and reparation laws were anything but popular with the public at the time. Župan Anželj pa se je spomnil tudi simbolike spomenika, ki so ga pred 14 leti našli v Murski Soboti. Pred 14 leti smo na železniški postaji v Murski Soboti odkrili spomenik Pozabljen kovček, posvečen izgonu judovske skupnosti iz Prekmurja. To je bil takrat prvi spomenik žrtvam holokausta v Sloveniji. Simbolika spomenika, ki prikazuje zadnje trenutke judovske skupnosti, ki so jih 26. aprila 1944 zbrali v soboški sinagogi, nato pa v živinskih vagonih odpeljali v koncentracijsko taborišče Auschwitz-Birkenau, je zelo povedna. Čakanje in slovo. Za veliko večino žal slovo za zmeraj. Le redki so preživeli in se vrnili. Po koncu slovesnosti pa je župan Anželj v imenu mestne občine Murska Sobota vsem žrtvam holokausta položil tudi venec v znak spoštovanja judovske skupnosti. Naša televizija je minulo sredo v sodelovanju z Ministrstvom za kohezijo in regionalni razvoj ter mestno občino Ptuj organizirala prvi vseslovenski dan kohezije, ki je bil namenjen lokalnim odločevalcem, nevladnim organizacijam, razvojnim agencijam, lasom in različnim združenjem iz vseh slovenskih regij. Poglejmo si, kako je bilo. Namen dogodka je bilo združiti ključne deležnike, ki izvajajo projekte trajnostnega razvoja lokalnih skupnosti, tako v urbanih, kakor tudi v ruralnih okoljih. Posebno pozornost pa se je namenilo predvsem aktualnim priložnostim za lokalne in urbane skupnosti ter evropskim sredstvom za razvoj regij. Uvodne besede je namenila županja mestne občine Ptuj Nuša Gajšek, ki je povedala o projektu Stare steklarske, v kateri se je dogodek tudi odvijal. Jaz verjamem, da ste si že prve vtise ustvarili in da zagotovo delite z mano mnenje, da je res en čudovit prostor, ki pa ga zagotovo ne bi mogli izvesti, če ne bi bilo kohezijskih sredstev. Tako da ta prostor je v bistvu propadal že skoraj desetletja. Tega dela, v katerem smo zdaj, več niti ni bilo, ker smo ga morali podreti. Tisti del se je že podiral, tako da danes pa lahko imamo takšne in drugačne dogodke. Medgeneracijsko druženje, številna društva delujejo tukaj, praktično v naslednjih mesecih več ni prostih terminov. Moram povedati tudi, da nam je uspelo, da smo projekt z zastavljenih ciljih in finančnih okvirih izpeljali tako, kot je bil predviden. Ni bilo nekih hujših podražitev, da bi nas bolela glava, kar priča o tem, da če se dobro pripraviš in če dobro planiraš, da se vse da. Tako
da mogoče ena spodbuda, tudi še to se lahko pohvalim, no, da na evropski ravni ga navajajo Staro steklarsko kot primer dobre prakse in jaz verjamem, da takih primerov je v slovenskih občinah še veliko in da so takšni dogodki, kot je današnji, tudi priložnost, da jih vsi spoznamo. Dogodek je potekal v obliki 2 tematskih panelov, okrogle mize ter predstavitve primerov dobre prakse uspešnih projektov sofinanciranih iz sredstev regionalnega razvoja. Veseli me, da je soorganizator tega dogodka Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj v sodelovanju z Mestno občino Ptuj. Še toliko bolj, da smo v sodelovanju z Mestno občino Ptuj, ker Mestna občina Ptuj ima res obilo dobrih kohezijskih zgodb, za kar iskreno čestitam tako županji Mestne občine Ptuj kot njeni ekipi. Nenazadnje je ta objekt, v katerem se danes nahajamo, ravno priča tega, kako pomembna so kohezijska sredstva. Današnji dan razumemo predvsem kot način, da poskušamo kompleksne informacije podati na en zelo poljuden način. Poskušali bomo vas seznaniti z priložnostmi, ki znotraj kohezijskih sredstev imamo tako za inovativna podjetja, predvsem znotraj cilja 1 in cilja 2, hkrati vas seznaniti z določenimi priložnostmi, ki jih prinaša uredba STEP. Seveda se bomo pa dotaknili tudi teritorialnih mehanizmov, ki so namenjeni lokalnim skupnostim in regijam. Do 30.9. je rok, da se pravi regije podajo svoje predloge dogovorov za razvoj regij. Ministrstvo za kohezijo skupaj z ostalimi ministrstvi si bo prizadevalo, da se ta dogovor sklene v čim krajšem možnem času in da se projekti čim prej začnejo odvijati tudi na terenu. Celotno konferenco pa si boste lahko ogledali naslednji teden v programu televizije Ideja. Mura je včeraj odigrala polfinalno tekmo pokala Union proti Rogaški Slatini. Tekma se je končala z izidom 2-2, podaljški pa niso dali zmagovalce. Sledile so 11-metrovke, pri katerih pa so bili natančnejši nogometaši iz Rogaške Slatine. Torej očitno letošnji pokal ni bil usvojen ne Beltincem in ne Muri. Poglejmo si, kaj je po tekmi povedal Anton Žlogar. Ja, pač 11-metrovke enkrat ti dajo, enkrat ti vzamejo. Mislim, da smo mi imeli prekratko obdobje dobre igre, predvsem tam, ko smo izenačili, to bi morali boljše izkoristiti. Že prvi polčas nismo bili na nivoju, na katerem smo se želeli, dosegli smo zadetek, potem se spet preveč povlekli nazaj, premalo bili agresivni v sredini, s tem smo imeli težave skozi celotno srečanje in tako je težko zdržati. Preveč je bilo neke preskoki igre, izgubljali smo druge žoge in tu smo danes bili, pač to, kar je Rogaška dobra, smo mi bili slabi. Je bilo ravno tisti moment po izenačenju na 2-2 priložnost danes nekako za Muro, takrat se je zdelo, da so nekako Slatinčani ranljivi? Ja, takrat smo imeli dober moment, mi smo se tudi v celi tekmi priigrali še nekaj priložnosti, imela jih je tudi Rogaška, treba biti pošten, ampak ja, takrat bi morali doseči zadetek ali poskušati bolj kontrolirati sam potek tekme, mi smo pa začeli divjati, prevzeli njihov način igranja in tu so oni bili pač v prednosti. Za konec še preverimo, kakšno vreme se nam obeta čez vikend. Današnji dan v naših krajih je bil jasen. V Murski Soboti, v Radencih in v Ukrajinskem parku Goričko je bilo opoldne namerjenih 6, v Lendavi pa 9 stopinj Celzija. Jutri bo na vzhodu precej jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Predvsem v zahodnih krajih bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodnik. Jutranje temperature bodo od 3 do 8, v alpskih dolinah okoli 0, najvišje dnevne od 12 do 19 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in v Mariboru se bodo gibale med 5 in 6, podnevi od 19 do 20 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo sončno in topleje. V nedeljo bo ponekod še pihal jugozahodni veter. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale med 9 in 10, čez dan od 23 do 26 stopinj Celzija. Toliko za danes v Pomurskem dnevniku. Več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani www.tvideja.si. Hvala za vašo pozornost in lepo zdrav do prihodnjič.